Poslušate oddajo za zdomce, izseljence in zamejce. Slovenija brez meja. V Bruselj, ki je njen drugi dom, sem poklicala pesnico in aforistko Dragico Čarna, ki smo jo v naši oddaji že predstavili. Nazadnje, ko je izdala večjezično pesniško zbirko Ljubezni brez doma, ki je tudi v mednarodnem okolju doživela izjemen uspeh. Pesniško zbirko je v sodelovanju še 3 umetniki nadgradila s projektom Dancing Lights, plesoče svetlobe, v katerem se prepletajo poezija, glasba, ples in energijske slike. S tem projektom bodo ob našem državnem prazniku gostovali pri Slovencih v ZDA. Dragica, lepo pozdravljena. Kdaj greste torej ti in še 2 umetnika, Španec in Italijan, gre namreč za mednarodni projekt. Kdaj greste torej na predstavitev svojega projekta k Slovencem v ZDA? Pozdravljena, Edita. En lep pozdrav iz Bruslja za vse Slovence po svetu. Mi se odpravljamo 19. junija, odhajamo v ZDA Washington na slovensko veleposlaništvo in potem naprej še med Slovence v Milwaukee. To je naš projekt Dancing Lights, plesoče svetlobe, kjer hudomušno rečemo, da se poezija ljubi z plesom, glasbo in podobami. To je projekt, kjer smo povezani različni narodi, z različnimi jeziki, pesniškim, plesnim, glasbo, podobami, da se dotaknemo čim več src, da poezijo iz knjig prinesemo v dom, v srca vsakega od ljudi, ki bo tam prisoten, ki bo na teh predstavah. In sicer Federico Ordonez je plesalec, je profesionalni plesalec. On je za predstavo Ljubezni brez doma pripravil popolnoma avtorski ples. Glasbenik Antonio Carruba je Italijan in on je sicer rojen v Belgiji, ampak on je pripravil popolnoma avtorsko glasbo za vsako pesem, ki jo bomo predstavili. In jaz jo interpretiram, nekatere bom recitirala na pamet, druge bom prebrala. Imamo popolnoma dodelan koncept, kako izraziti čutenja, ki so v pesmih, skozi ples in skozi glasbo. V glavnem bomo imeli vse v angleščini, bo tudi v slovenščini poigravanja. To so kratke pesmi, ki uvajajo druge pesmi v slovenščini. Težji, bolj zahtevni del za Slovence, ki več ne znajo slovenščine, bo pa v angleškem jeziku in morda katera pesem bo ravno tako tudi v španščini, ker je tam izjemno močna tudi špansko govoreča publika. In moram reči, da se tega zelo veselimo vsi 3. Verjamem, Dragica, glede na to, da je tvoja pesniška zbirka kar v 5 jezikih, kaj ne, jo lahko pravzaprav prilagodiš različnim okoljem, kjerkoli že živijo Slovenci. Tudi Argentina ne bi bila zelo primeren prostor za ta vaš projekt, glede na to, da imaš veliko pesmi tudi v španščini. Seveda pa je glavnina še vedno v slovenščini. Veš kako, Edita, jaz sem 2/3 pesmi napisala tudi v španščini. V celotni zbirki čisto vse so v slovenščini, ampak niso vsi originali slovenski. V tem sem nekoliko drugačna. Jaz lahko z lahkoto napišem pesem v španščini, original v italijanščini. To spontano pride, ker toliko let že živim v svetu, ampak potem napišem takoj prevod, sporedno pesem v slovenščini. In v Argentino si izjemno želim. Upajmo naslednje leto, da bomo imeli možnost iti med Slovence v Argentini, saj lahko z lahkoto interpretiram tako pesmi v slovenščini kot v španščini. In ta španski melos, glasba, flamenko, ki je prepletena s sodobnim in flamenko plesom, Federico je izjemen plesalec, bo približal ta čutanja Slovenke, ki živi v svetu na širši način. Vsi obiskovalci bodo lahko skozi gibe in njegove kretnje začutili, kaj v pesmi želim povedati, tudi če morda izraza v slovenščini vsi ne bodo poznali, ampak skozi gibe, interpretacijo plesa se bo tudi začutila poezija. Tako da je to projekt, kjer dejansko želimo narediti poezijo ne samo všečno, ampak da diha v vsakodnevnem življenju, da ni nekaj vzvišenega tam za neke izbrance in posebneže, ko v trenutkih melankolije in depresije prebirajo pesmi,
ampak je to vsakodnevni jezik ljubezni, dotikanja drug drugega skozi različne jezike. Hvala lepa, Dragica, za tale pogovor. Uspešno gostovanje med Slovenci v ZDA vam želim vsem skupaj, pa seveda izražam tudi upanje, da vas čim prej vidimo, slišimo, občutimo tudi v Sloveniji. Draga Edita, hvala ti. Jaz vabim Slovence v ZDA, da nas pridajo pogledat v Washington. Na slovenskem veleposlaništvu smo 20. junija. To je naša iztočnica. In hvala lepa še enkrat za ta intervju. Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Edita Žugelj.